Ste vrhunska strokovnjakinja na področju infektologije in v obdobju, ko se nekako vsi ukvarjamo s pojavnostjo novega koronavirusa in njegovega širjenja po vsej zemeljski obli, nam lahko iz prve roke pravzaprav poveste, kako je videti danes, če se človek odpravi na pot, kajti pravkar ste se vrnili s potovanja, kako je poskrbljeno za varnost in predvsem to, kako naj vsak človek, ki je nekako v položaju, da se odpravi na pot, bodisi da je imel pot rezervirano že prej, ali pa mora denimo na neko službeno potovanje, kako naj se pripravi na to, kako naj se zaščiti pred morebitno okužbo s koronavirusom. Torej, moj vtis med to potjo, ki sem jo opravila v zadnjih 3 dneh, to je bila pot preko istanbulskega letališča potem v Izrael, skratka gre za področja, kjer seveda verjetno potujejo ljudje, ki so okuženi, ni prinesla pravzaprav čisto nobene posebne nove informacije. Malo sem pa celo presenečena, da je zelo malo ljudi uporabljalo maske, lahko bi rekla, da morda 1 od 100. Tako da ljudje očitno še vedno potujejo in niso bistveno spremenili svojih načrtov. Seveda, če se odpravlja nekdo med nami, bi mu prav gotovo svetovala, da naj pretehta, kako pomembna je pot in po drugi strani, kakšna je nevarnost, da bi lahko v tej državi, kamor potuje, prišlo pač do okužbe, da bi bil v stiku z ljudmi, ki so okuženi. Ta nevarnost je seveda bistveno večja v državah, kjer je veliko prijavljenih primerov in kjer imamo vtis, da razmere niso povsem pod nadzorom. Seveda je pa še vedno veliko držav, kjer imajo posamezne primere in kjer je videti, da se pripravljajo in da so pod nadzorom. Tisto, kar neprestano poudarjamo, je higiena rok, umivanje, kjer si lahko tudi razkuževanje, skratka vsako priliko je treba za to izkoristiti. Potem je pametno, da se ognemo ljudem, ki kažejo znake kakršnekoli okužbe, recimo, da kašljajo. Nekoliko je postalo neprijetno, ker če recimo v letalu nekaj ljudi zakašlja, se drugi ljudje obrnejo proti njim. Pa lahko zakašljajo zato, ker se jim je zaletela voda ali pa kava, ki jo imajo tam za osvežilo. Tako da, ampak vseeno je smiselno, da stopimo korak, 2 stran od takih bolnikov, da se ne zadržujemo v gneči, kolikor je to le mogoče. Uporaba mask v takem primeru je močno dvomljiva, do neke mere se sicer zaščitimo z maskami, ampak ta zaščita ni zelo zanesljiva in tudi v takem zasebnem okolju, ko človek tudi je, pije, je uporaba maske zelo nezanesljiva. Koliko pa je pravzaprav uporaba maske sploh smiselna pri nekom, ki je zdrav? Torej, nekdo, ki je zdrav, pa bi recimo bil nosilec tega virusa, pravzaprav ne, ker ne bodo nastale kapljice, ker ne bo kašljal, s katerimi bi ta virus letel na vse strani. Seveda imamo pa očitno skupino ljudi, za katero mislimo, da nimajo znakov bolezni, pa jih vendarle malo imajo. Seveda v tem primeru recimo bi pa svetovali, da taki ljudje vendarle nosijo masko, da zaščitijo druge. Kar se tiče naše zaščite, je seveda uporaba teh mask v zasebnem življenju. Pri teh običajnih socialnih stikih malo učinkovita in malo smiselna. Seveda je pa treba vedeti, da se zavedati tega, da vsega o prenašanju virusa danes še ne vemo. O tem, kako se virus v dihalih izloča, kako so kužni ljudje, ki imajo virus prisoten v dihalih, tako da do končnih odgovorov, kar se tega tiče, pravzaprav ne znamo dati. Kaj bi denimo svetovali nekomu, ki se odpravlja na pot in ki se vsekakor ne bo mogel izogniti srečevanju z množico ljudi na letališčih, recimo, ko bo čakal na naslednji let in tako naprej.
Je smiselno, da takrat uporabi masko in poskrbi za to vrstno zaščito, ali naj skrbi zgolj za osnovne higienske ukrepe oziroma vse to, kar ste že nanizali? Zaenkrat menimo, da zadoščajo ti osnovni higienski ukrepi. Seveda pa tukaj, kot sem že prej rekla, ne moremo dati kakšnih res 100% priporočil oziroma nekaj garancij. Jaz se sama nisem odločila za nošenje maske, ravno zaradi tega, ker bi si jo v tem času, praktično se potuje cel dan, kdaj snela, se dotikala te površine. To bi morda celo povečalo tveganje, tako da sem se raje držala tega pač higiene rok, neprestanega umivanja in pa korak nazaj od množice, obračanja glave, skratka, da niste v stiku. Pri tem pa bi vprašala, kako daleč pravzaprav je prišla znanost danes pri uvidu v srž tega novega koronavirusa, kako blizu ali daleč smo denimo odkritvi zdravila zoper tovrstne okužbe, morda cepiva, se bo iskalo v tej smeri še naprej? Raziskave glede zdravil potekajo kar zelo intenzivno. 2 zdravili sta na razpolago, ki sta bili že odobreni oziroma so bile že opravljene raziskave za druge bolezni in zaradi tega že nekaj vemo, recimo o njihovi varnosti. Seveda o učinkovitosti prav proti temu virusu vemo bistveno manj. Tako da zelo verjetno bo neko vsaj delno učinkovito zdravilo na razpolago kmalu oziroma do neke mere že je bolj v te raziskovalne namene. Seveda je pa vprašanje, koliko bo to zdravilo učinkovito, zlasti pri teh najtežje bolnih in seveda kako hitro bo lahko dosegljivo vsem, ki ga potrebujejo. Tisto, kar bi si od zdravila tudi želeli v tem trenutku je, da bi lahko zmanjšali količino virusa na bolniku, torej da bi zmanjšali prenos na druge bolnike oziroma da bi podobno kot delamo pri gripi, to zdravilo tudi ščitilo pred okužbo, da bi ga jemali ljudje profilaktično. Podatkov zaenkrat o tem še ni. Za cepivo bo trajalo verjetno nekaj dlje, ker je to pač specifičen razvoj zdravila prav za to bolezen, prav za to okužbo. Seveda pa gre tu verjetno, so tu verjetno raziskave usmerjene predvsem v zaščito starejših in seveda tudi imunsko oslabljenih ljudi. Torej, ali nasploh? Nasploh, navadno pravzaprav pri razvoju zdravil pogosto te skupine, starostniki ali pa ljudje z številnimi kroničnimi boleznimi niti niso vključeni, ker se išče samo tisti neposredni učinek zdravila. Včasih je to seveda problem, ker potem pa zdravilo uporabljamo ravno pri teh skupinah in nimamo toliko podatkov o tem, kako je pa pri teh skupinah učinkovito. No, tukaj se seveda preizkuša na različne načine pri različnih skupinah, tudi pri teh najhuje bolnih. Seveda, pot zdravila se začenja pri zdravih, ne, in potem v bistvu je namenjeno. Prav pri zdravih, potem pri ljudeh, ki imajo samo to okužbo, ker s tem vi lažje ocenite, kakšna je učinkovitost zdravila, potem so šele vsi tisti, ki imajo razne pridružene dejavnike, ki modificirajo potek bolezni in seveda tudi učinkovitost zdravila. Kako pa ocenjujete pripravljenost slovenskega zdravstva na morebitni prihod, pojav virusa in njegovo širjenje? Zdaj imamo absolutno srečo, okužba ni bila še potrjena niti ena in upajmo seveda, da bo tako tudi ostalo. Torej, seveda po neki statistični verjetnosti najbrž ne bo tako ostalo. Kakšen primer bomo gotovo imeli v Sloveniji. Je pa seveda ugodno, da smo si s tem, ko primera nimamo, pridobili nekaj časa, v katerem se lahko intenzivno pripravljamo in te priprave res potekajo tako v bolnišnicah kot na vseh teh kontaktnih točkah. Torej neka generalna ideja v Sloveniji je,
da bi bolnike zajezili, če se le da, povsod tam, kjer živijo, da ne bi imeli potem takega nepričakovanega razsoja, kot smo ga zdaj sledili v Italiji. Seveda je pa tukaj potrebno zelo, zelo veliko sodelovanja med zdravniki in med vsem zdravstvenim osebjem, pa tudi med vsemi temi ljudmi, ki so na državni ravni vključeni v te procese, torej Ministrstvo za zdravje, pa tudi ljudje, ki se ukvarjajo s komuniciranjem. Skratka, ogromno dogovarjanja je potrebnega. Pa se vam zdi, da je vsa ta logistika na strokovni ravni dobro pripravljena, ali se morda na določenih točkah kažejo tudi problemi, na katere zdravstvo opozarja že dolga leta? Seveda se kažejo. Torej, pri nas naše prostorske pa tudi kadrovske razmere slovenskega zdravstva že dolgo časa niso najbolj rožnate in to se v takih situacijah seveda pokaže. Mi bomo seveda naredili vse, da to ne bo vplivalo na obravnavo bolnikov, na potek epidemije, je pa seveda delo v takih do neke mere vendarle improviziranih razmerah bistveno bolj težavno. Tako da je to neka prilika, da se pač na državni ravni zavemo, da je treba v zdravstvo več vlagati. V bistvu se je v reševanje, denimo temu, določenih kratkih stikov pri obvladovanju morebitnega pojava novega koronavirusa pri nas dokaj aktivno vključilo tudi trenutno vodstvo zdravniške zbornice s predlogi, s pozivi in tako naprej. In tu ne morem, da se ne bi navezala tudi na vašo odločitev pred bližajočimi se volitvami za novo vodstvo zdravniške zbornice. Boste kandidirali za predsednico. In ko sva se pogovarjali o sistemskih kratkih stikih, o stvareh, ki jih je treba urediti, verjetno vidite svojo vlogo tudi na tej ravni. Če boste, hipotetično recimo v tem trenutku, če boste imenovani za predsednico zdravniške zbornice, boste aktivni tudi na tej ravni, verjetno ne samo na strokovni. Prav gotovo. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Zbornica je lahko en tak katalizator vseh teh stikov. Zbornica kot inštitucija oziroma tisti, kako bi rekla, organi, enote v zbornici, organizirano zdravnikov, ki lahko potem pripomore k temu, da bolje sodelujemo. Tukaj je vloga zbornice, je tudi vloga zdravniškega društva, se pravi strokovnih organizacij. Zavedati se moramo pač, da je to neko breme za slovensko zdravstvo, v katerem mora vsakdo prevzeti svoj delež. In situacija prav gotovo ni primerna za to, da se postavljamo na neke okope, ampak je bistveno, da vsi dejavniki, deležniki, ki to lahko storijo, sodelujejo, se pogovarjajo, odpirajo vrata, odpirajo razprave. Kot jaz vem, primarno zdravstvo ves čas sodeluje v teh dogovorih na ministrstvu in je pač treba pogledati, kaj konkretno gre v kakšnem delu Slovenije narobe in to potem poskušati reševati. Pa se vam zdi, da je situacija v Sloveniji po dolgih letih oziroma lahko rečemo tudi kar desetletjih že tako daleč, da bi dejansko vsi odgovorni stopili skupaj in se trudili za to, da poskrbijo za ta pomembni sektor zdravstva, da mu dajo prednost tudi na medsektorski ravni? Mislim, da bi bilo to res nujno. To je na vsak način nujno. Saj Slovenci smo vedno zelo učinkoviti in složni, kadar imamo zunanjega sovražnika. In ta virus je neke vrste naš zunanji sovražnik, ki nas bo, upam, poenotil in ne razdaljeval, tako kot včasih zdaj pri kakšni posamezni izjavi kaže. Ampak mislim, da se bo to vse uredilo in da bomo na koncu delali v isto smer.